Dobro večer. Video spotnice, spet je sobota, spet sem jaz tukaj, Vesne ni, ampak nič hudega, ob meni je gostja, ki smo jo nazadnje videli v oddaji pred 10 leti. Kaj je počela v vsem tem času, bo povedala sama. Z mano je Lara Baruca. Živjo. Živjo. Dajva začeti kar s tem. Nazadnje smo te videli v videospotu od Siddharte, Hollywood. Ja. Še prej je bil pa tvoj zadnji videospot Pay Attention. Pay Attention. Kaj se je zgodilo v vsem tem času, ker to je že res svojih 10+ let? Ja, v zadnjih 10 letih sem dokončala študij, sinhronizirala 1 milijon risank, ustanovila glasbeni publishing, napisala en kup enih skladb za druge ljudi, ne zase. Ampak vedno v glasbi, nikoli nisem šla ven iz tega ambienta, iz teh krogov. Tako da niti nisem preveč pogrešala tega, ker sem bila vedno v studiu, v produkciji in vseh teh zadevah. Tako da, No, mi pa smo te pogrešali. In je zanimivo, da po vsem tem času, ki si rekla kot avtor, si pa prišla zdaj s projektom Nostalgija, kjer pa v resnici ni tvoja avtorska glasba. Zakaj si se za ta projekt odločila? Mineva letos 2024 25 let od izida albuma Kar ne piše. In smo se potem z ekipo pogovarjali, kaj se je pravzaprav dogajalo takrat v tistem letu 99. To je bilo tik preden se je začela norija z telefoni. Ni bilo še, redki so imeli mobilni telefon. Internet je šele dobro prišel v stanovanje ljudi. Napster je napovedoval glasbeno revolucijo in smo bili tik pred novim tisočletjem. In smo si vsi tako nekako smo se spraševali, kaj bo prineslo leto 2000. In na radijskih postajah se pa je že takrat ful dobra glasba vrtela. Dan Day so izdali Ko hodiš nad oblaki album. Prva plata od Siddharte je šla ven, Id, ki je obnorela praktično celo generacijo našo. In jaz sem takrat nastopala prvič na EMI in sem takrat v bistvu spoznala ful enih glasbenikov. Prej sem delovala samo bolj na primorski sceni, potem pa se je nekako to odprlo in sem ogromno enih glasbenikov spoznala po celi Sloveniji. In sem potem v bistvu rekla nič. Jaz sem tisto leto se mi zdi ogromno ene dobre muzike poslušala po radiju, zakaj pa ne bi to muziko, ki se je takrat vrtela, zakaj jo ne bi vzeli, pa jo malo predelali po svoje, naredili en tak most med letom 99 in danes. Tako da sem potem zbrala komad od Siddharta. Ko hodiš nad oblaki, naslovna skladba Dan Dayev, tiste plate. Jaz sem vedno oboževala Tokčeve tekste, tako da sem vedela, da ena bo od Dan Dayev. In tisto leto na EMI sem pa spoznala Mitja Šedelbauerja. On je takrat nastopil z Čas je, da najdem te. In jaz sem imela tisti komad on repeat tako celo leto. Tako da sem rekla, ok, to je eden od tistih komadov, ki bo pač remake oziroma ki ga bom naredila. Vse jasno, torej ni samo nostalgija, ampak je nostalgija dejansko nostalgija 99, ja, po 99. Ja. Nabor te skladb si povedala zakaj, ampak v kakšni obliki, to, kar zdaj videospoti so 3 nastali, vse 3 so zdaj kot predlog, lahko glasujete za njih, počasno na spletni strani. Bomo videli, če se bodo uvrstili na lestvico, sem prepričan, da se bodo. Ampak, kako se lotiš v bistvu skladb, ki jih res poslušalci že dobro poznajo in kako v bistvu najdeš nek svoj moment, kako to izvesti na nek nov način? Ne vem ti povedati. Jaz sem v bistvu iz čisto nekega svojega vidika šla delati te komade. Se mi zdi, da smo vzeli pravzaprav melodijo teh komadov. Vse skupaj se je odvijalo okoli mojega glasu oziroma okoli melodije
in se je potem aranžma sestavljal glede na to, kaj se je dogajalo v melodiji. In vedela sem, da pač morajo biti teksti v ospredju, zato ker so vsi trije super teksti. Tako da smo rekli, gremo bolj na eno tako minimalistično oziroma na tako bolj počasno varianto aranžmaja, da je lahko pride tekst bolj v ospredje. In sem v bistvu uživala zaradi tega, ker se mi zdi, da se zdaj zadnja leta vedno lotim komadov na veliko bolj intimen način. In sem potem v bistvu res, sem v bistvu iskala ta glas oziroma to interpretacijo, ki je čim bolj intimna in čim bolj nekako pripovedna. Tako da sem se na ta način lotila. A Lare, rockerice ni več pa? Je še, v bistvu v komadu Siddharta se kar sliši še malo ta sharpness oziroma ta ostrina v glasu. Ampak iščem, recimo, da sem se zelo umirila, to je res, iščem vedno potem en tak moment umirjenosti oziroma niti ne umirjenosti kot to pripovedno. No. Ampak to pomeni, da bo turneja zdaj nostalgija. Kaj lahko pričakujemo? Torej del... Ja, bo del plate, mislim, bo sigurno polovica plate, kar ne piše, pa tudi nekaj kasnejših stvari, pa te coveri bojo noter, pa seveda Dan neskončnih sanj, ki jo zelo rada zapojem in izvajam. Pa tudi nekaj novega. Ok. Torej, te trije videospoti niso edina stvar za letos. Niso edina stvar za letos. V bistvu so samo uvertura v letos, samo ena taka napoved, da je to pač 25. obletnica, ampak že od oktobra naprej pišem nove stvari. Prve dve novi stvari se že delata, pripravljata, snemata, tako da bodo tudi nove stvari. Kdaj pa bo to na lestvici? Ne vem, tam proti aprilu, po mojem. Ja. Turneja. Ja. Kje se bo začela? Začela se bo v Auditoriju. 10. maj, Auditorij Portorož. Pripravljamo v bistvu koncert, ki ne bo samo enostaven koncert, tehnično malo bolj zahtevna stvar. Ne bom nič izdajala, zato ker se še razvija in še v bistvu delamo na tem, ampak ne bo čisto normalen koncert v Auditoriju. Ok, ampak potem pa sledi butična turneja. Ja. A je to zdaj cela Slovenija, kako te stvari potekajo, oziroma kaj, bojo spremljali spletno stran, morajo našo oddajo gledati, kje bodo te informacije? Absolutno spletno stran, zaradi tega, ker se bo tam tudi največ stvari objavljalo, oziroma kdorkoli želi biti obveščen, je vabljen, da se vpiše v pač mailing listo, se dobi na spletni strani. In v bistvu bo to butična turneja, seveda zelo malo datumov na izbranih lokacijah. A je to zdaj res samo letos? A si se zdaj vrnila majčkeno bolj aktivno na sceno? Kakšni so načrti? Ne vem ti povedati, odvisno kakšen bo odziv. Sicer res sem si že v bistvu pač dala ta cilj, da bom nadaljevala z ustvarjanjem glasbe. Kaj bo pa s koncerti, pa kaj se bo dogajalo tako live, to pa bo zelo odvisno od tega, kako bojo pač drugi sprejeli. Ker konec koncev koncert ni samo odvisen od nas. Ne? Koncert je eno podoživljanje oziroma doživljanje, soustvarjanje dogodka tudi strani publike. Tako da če bo publika za to, da bo to nadaljevalo, se bo lahko nadaljevalo. Ok, ampak glede na to, da ste se zdaj lotili novih aranžmajev in priredb zelo znanih in svojih pesmi, kako zdaj se razlikuje recimo ta proces ustvarjanja, ko si bila, bom rekla, nova na sceni in zdaj, ko imaš že kar nekaj kilometrine za sabo, se je kaj spremenil? Kako gledaš na ta cel proces? Se mi zdi, da se je v preteklosti sem se zelo ukvarjala s tem, če bo zadeva radijska, če paše v neke okvirje, če je to zdaj nekako spada v nek glasbeni žanr ali ne. Čeprav prav hudo se nisem s tem, ampak malo sem pa se, zdaj pa čisto več nič. Tako da zdaj dejansko, če mi je všeč, tudi če se mi ne zdi radijsko, ok,
Zdaj imamo v bistvu, tehnologija je šla toliko naprej, da je nekako, tudi če ni tako radijsko v smislu prav radijska postaja, vseeno obstajajo streaming platforme, kjer se pravzaprav ustvarjajo radijsko okolje oziroma radijske postaje za točno dotične poslušalce. Tako da. In kako bi se slišal kanal Lare? Sem ugotovila, oziroma pred kratkim sem zvedela, kako se temu reče. Cinematic pop. Cinematic pop. Tako. Ampak making of teh prvih 3 singlov iz Nostalgije 99 se mi zdi, da kar dobro opiše to, kar si zdaj povedala. Ja. Ja. Ja, to je v bistvu bil odličen David Lotrič je to naredil. Vizualizacije za vse 3 komade je naredil moj brat Den. Tudi koncept je njegov v bistvu to, da se prelivajo te lokacije iz ene v drugo. Tako da smo res v bistvu zelo taka majhna ekipca to ustvarjali, ampak smo se imeli super, tako da je bilo užitek. Upam, da se bo to videlo v bistvu navzven. No, vaše vizualije so bile vedno na nivoju, oziroma vedno ste poskušali še majčkeno dvigati ta nivo. Spet, če se mogoče dotaknemo tehnologije, spet ustvarjanja. A je to zdaj lažji, težji, kot je bilo včasih? Definitivno lažje. Okay. Veliko več stvari je na voljo, veliko več informacij je na voljo, kako se določene stvari naredijo. Dajmo si priznati, mi smo bili še generacije, ki v bistvu ni imela na voljo interneta za to, da si recimo nekaj ustvaril. Ne? Zdaj pa greš na YouTube oziroma zdaj greš na razne portale, ki ti v bistvu povejo, ti dajo informacije. Tako da, kar se tiče tega, se mi zdi, da je današnja mladina oziroma ti, ki so za to, da bi ustvarjali, imajo ogromno enih informacij in olajšano delo. Kaj pa bi, če bi se zdaj gledaš malo nazaj, to Nostalgijo 99, kaj pa bi današnja Lara rekla Lari iz 99. Kaj bi mogoče opozorila oziroma ji svetovala? Kaj bi svetovala? Da naj se manj jemlje resno? Okay, super, to je kar življenjski moto. Ja, okay. Da naj se jemlje manj resno, da so v bistvu pomembnejši ljudje v ekipah kot sami rezultati in da v bistvu se mi zdi, rezultat je direkten odraz tistega, kar se je dogajalo prej. Tako da, če je v bistvu proces prijeten, če je neko ustvarjanje v nekem okolju, ki te podpira nekako prisotno, potem je rezultat sigurno dober. Glede na to, koliko si ustvarjalna, zakaj imam občutek, da je en kup enih skladb, ki jih najverjetneje ne bomo nikoli slišali? Zato, ker je tako. Kje jih skrivaš in zakaj ne pridejo do nas? Ogromno smo vmes že napisali, oziroma sem napisala, ampak ne vem, nekako ni bilo ta prave ekipe, ni bilo mogoče iz moje strani dovolj poguma, da bi šla v snemanja teh skladb, ki so bile nekatere kar zelo eksperimentalne. Ampak je bilo vse, mislim, to je vse procesno. To je meni pomagalo zato, da se malo osvobodim nekih starih okvirjev pa nekih kletk želja. Pa tako in tako da je bilo to, tudi če ne bojo ugledali luč sveta, se nekako odražajo v današnjih komadih. Tudi te komadi, ki ne bojo mogoče nikoli prišli do nekega poslušalstva. Eni, ki smo še snemali v prejšnjem tisočletju, se še spomnimo težav in omejitev, ki jih je takratna tehnologija omogočala. Kako se je razlikoval ta proces tvoje prve plošče? A so bile tam kakšne stvari, ki so ti posebej ostale v spominu? V bistvu smo prav prvo ploščo sem jaz delala v studiu York. To je bila Hudič izgublja moč, ki v bistvu jo zelo malo ljudi sploh pozna, to ploščo. Je bila natisnjena v 500 izvodih, mislim, da. To so limited edition. Ja. In so v bistvu, takrat smo mi še snemali na trak. Ok. Ja.
In še celo drugo plato sem snemala na trak in polovico tretje. Tako da to je še, mislim, zdaj se počutim ful staro. Dobro, ne bomo zdaj v letih, ja. Dobro. Ampak, ja, in jaz se spomnim, da to je bila travma za našega bobnarja, zaradi tega, ker še posebno bobnarski parti, ko se je nasnemavalo, zdaj v bistvu ne vem, če pač gledalci vedo, ampak ko greš ti v studio, redko kdaj narediš komad tako od začetka do konca. Pač se posreči tudi, ne, ampak marsikdaj se pač poslužujemo tega, da se da to doštukati ali pa pač popravljati in tako, ne. In zdaj, ko je bil še trak, zdaj ni bilo to tako enostavno, da si pač odrezal pa odšel tam naprej. Ne. Zdaj, ti si moral v bistvu, to je bil tako imenovani pančin in če ni tehnik v pravem trenutku pritisnil tisti gumb, si slišal ali res, ali si slišal dvojni udarec, ali glavno, to je bilo hudo dolg proces. In jaz se spomnim, da na neki točki snemali smo komad Ko te ni. In mislim, da je bila 2 ali 3 zjutraj, ker v bistvu našemu bobnarju ni šlo ta komad zaigrati. Na neki točki je šel ven, to smo snemali v bistvu v Hendrixu, to je bila druga plata, to je bila prav, kar ne piše. In je šel ven in je pač tam bil pri enem vodnjaku in je rekel, no, jaz prav študiram, zdaj, če bi se vrgel sem noter ali ne, ker pač se mi zdi, da bom kar moral zamenjati svoj job, ne, oziroma svoje delo. V glavnem, potem se je vse lepo končalo in smo prišli do konca tega komada, ampak jaz se spomnim, da je bil to tako dolg proces, mislim, da je bilo 4 ali 5 ur snemanja tega komada, tako samo bobnarskega parta. Tako da to so bile take maratonska snemanja, ki ne verjamem, da se jih danes v bistvu, da se danes še dogajajo tako dolgo. Mislim, tako za en part, da bi se tolikokrat ponavljalo. Ne. Je zdaj tehnologija kar napredovala. Miška pomaga. Ja, Miška pomaga. Miška pomaga. Ja. Ampak to pa najbrž ni bil edini tehnični izziv, ne? Danes, komuniciramo, tako si rekla, kanalov, po katerih prihajamo do glasbe, tudi do tvoje glasbe je en kup. Vizualizacije so vedno pomembnejše. V tistih časih pa verjamem, da že samo, ne vem, imeti spletno stran ali pa demo na CD-ju je bil kar dosežek. Ja, jaz se spomnim, da smo takrat v bistvu prav te singli, ne, to smo jih mi na roke posneli, pač vsakega posebej, za vsako radijsko postajo. In smo naredili pač platnico. Jaz se prav spomnim, Ko te ni platnica, je bila prav narisana z nekimi packami in to smo delali ročno. Tako da smo v bistvu vsak singel posebej naredili in poslali, na roko napisali lepo naslov od radijske postaje. In tako, ampak recimo tudi, zdaj, če si omenil vizualizacije oziroma videospote. Videospoti so stali 1 ledvico in pol, ne? Ker to se je vse delalo na trak, oziroma pač s temi kamerami. Potem je bil telekino, ki je bil res drag, ne? In potem v bistvu jaz sem imela takrat v bistvu ful srečo, zaradi tega, ker od druge plate naprej je bila moja založba ZKP in so v bistvu potem meni omogočili, da jaz snemam pač promocijske videospote in the house, oziroma pač snemala sem v Hendrixu, ki je bil znotraj hiše RTV-ja in pač spote so potem na RTV-ju mi naredili in to je bila res velika pomoč, ne? Ker takrat narediti videospot je bilo wow. Mislim, to je bil res hud zalogaj, ne? Še več kot za plato v bistvu. Kako pa se je takrat v bistvu prihajalo, bomo rekli, če so se tudi medijev dotaknila, kako je pa takrat sama promocija oziroma kako si svojo glasbo približala publiki? Dobro, eno so bili festivali, kakšni so bili še drugi načini, ki jih danes mogoče ne poznajo več ta mladi ali pa niti ne uporabljajo več? V bistvu mi smo takrat med prvimi imeli celo tako interaktivno spletno stran. Kaj to mi interaktivno? Danes si to predstavlja. Flash, to je bilo. Flash, to je the thing. Ja, ker je bila animirana, ne? Mislim, se je premikalo vse skupaj, ne? Ni bilo tako statično, GeoCities pa to, tisti, ki so naša generacija, vejo, o čem govorim. Mislim, mi smo res takrat
ne vem, jaz sem šla, ni bilo še avtoceste. No, okay. Ni bilo še avtoceste kje se je končala do Maribora? Pred Trojanami. Pred Trojanami se je končala, ne, Trzin. Se je končala avtocesta proti Mariboru in potem si moral ti vse po teh počasnih cestah, ne, do Maribora. In to je bilo, ne vem, jaz sem se usedla zjutraj v avto in šla v Maribor za 5 minut pozdraviti poslušalce na radiju in potem domov. Da, je bil radio torej pomemben? Radio je bil zelo pomemben. Se ti zdi, da še vedno ohranja to? Mislim, ti recimo do svoje glasbe, ki ti je blizu, prideš preko radia? Oziroma... Danes bolj preko YouTubea, po mojem, kot pa preko radia. Ampak še zmeraj, ja. Če sem recimo v avtu, še zmeraj je to aktualen medij, še zmeraj ogromno ene dobre muzike, še posebno slovenske, slišim na radiju, najprej. In potem grem recimo iskat, kaj to je bilo. Ampak ja, danes so te nekako predlogi, ki ti jih daje algoritem. Algoritem dobro poskrbi, da najdeš kakšno novo stvar, glede na to, kaj poslušaš. Ne? Tako da... To je pa tudi mogoče edina negativna stvar algoritma, ker na podlagi tega, kar ti že poslušaš. Znotraj tvojega balončka ohraniš pač ta okus, tako da ja, znotraj tega ti tudi pač potem predlaga te nove stvari, ampak kar znotraj tega, kar poslušam, recimo, najdem potem nekaj pač novih stvari. Sem se pa zdaj zadnja leta celo tako, sem se dala recimo na Spotifyju, kaj je novega, oziroma sem se pač priklopila na te playliste, kaj je novega, Daily News ali nekaj takšnega. In tako da tam potem slišim tudi kakšne zadeve, ki so pač izven mojega balončka. In kakšna je tvoja playlista, ko pripravljaš nov projekt, oziroma konkretno za tega? Kaj je bila inspiracija? Ogromno stvari za nazaj. Recimo plate iz tam med leti 95 in 2000. Domačimi ali tujimi? Domačimi in tujimi. Aha, ok. Ja. Zaradi zvoka, zaradi inspiracije tekstovno? Ne vem, jaz sem v bistvu, sem se nekako na neki točki prav zalotila, da sem iskala nekaj, kar je bilo iz tistega obdobja. In potem, tudi to je bilo. In to je ko neka veriga je prišla potem ven in sem potem kar nekaj teh zadev poslušala za nazaj. Polenih lušnih plat slovenskih glasbenikov sem najdla v svoji zbirki. Ker takrat smo v bistvu, tako, med glasbeniki smo si kar pač nekako izmenjevali. Fizične izvode. Tako, vizitka je bila, ja. Ja. Marsikaj izvod je bil še tak, da ga moral s svinčnikom prevrtavati, spet malo referenca za une, ki smo malo starejši. Bi mogoče, če čas naj priganja, še kakšna stvar, preden se odpraviš na turnejo, se pravi, zelo si skrivnostna glede tega, ker pomeni, da definitivno se bo treba za karte zagrebsti in si to pogledati v živo. Ja, pa pište se tudi v mailing listu na spletni strani zaradi tega, ker se zna zgoditi, mislim, jaz sem vedno imela pač željo, da bi delala tudi tu pa tam kakšne pop-up koncerte. V smislu, da pač koncert se ne najavi, ampak se kar pojavimo in pač naredimo koncerte. Zdaj pa, če se bomo šli kaj tašnega, bojo to zvedli samo tisti, ki so pač prijavljeni pri nas. Ok, spletna stran pa je? laramusic.com. Ok, laramusic.com. Oziroma larabaruco.com. Katerokoli pač naslov lahko me dobite. Super, tam sem že prijavljen, očitno, oziroma se moram. Ampak, a bo to pomenil, kaj? Koliko bo pa heads up? 1 ura prej? 2 uri prej? Mogoče dan prej. Dan prej. Ja. Ok. Ampak, to je moja taka, ne toliko skrita želja, glede na to, da sem jo zdaj povedala. Ampak... Pa da je mailing lista ni skrivnostna, ampak dobro. Ampak, ja, tako, mi je pač bil tak simpatična zadeva, tako da če se bo moji ekipi zazdelo, da me lahko podpre v tej nori ideji, se mi zdi, da bomo to sešli. Odlično. Lara, najlepša hvala. Hvala tebi. Me je veselil, da sva se spet videla. Vsekakor moraš priti prej, kot v 10 letih spet v studio. Dobro. Ker ne veš, lahko nas v mestu tukinejo, boh si ga vedel. Vam pa vsem skupaj en lep večer. Jaz sem bil Blaž, mi se vidimo v ponedeljek in dio.